V redu, zdaj, gledajte, če tako rečem, v slabih momentih, to boste vsi, ki ste kdaj pisali, vedeli, v slabih momentih, ko se knjiga nekako noče več pisati sama, v tistih momentih, ko se iztroši nek produktivni avtomatizem materijala, s katerim se ubadamo, neke pač konkretne teme tam na sredi knjige, običajno pomislimo, da je prav to prilika, ko bi lahko sami prevzeli kontrolo nad pisanjem. Skratka, ko bi lahko končno povedali, kaj pa mi sami zares mislimo. Mogoče si mislimo v teh momentih je ravno to trenutek, priložnost, ko lahko razmislimo o celem okviru tega, kar počnemo. Ampak zdaj dejstvo je tako, ko se ustavi en tip avtomatizma, ne začnemo misliti sami, karkoli bi že to pomenilo, prav tako pa ne nastopi nek čisti nič, skratka, neka praznina, nek čisti mir zaradi mene, ampak nek drug tip avtomatizma. Proti naši volji v takih momentih v misli lahko vdrejo neke prazne floskule, recimo, ki niso niti osnutki idej, niti kakšne velike abstraktne hipoteze, prej neke sorte iztrošene samoumevnosti, ki to luknjo, v kateri se znajdemo, skratka to luknjo, ko se knjiga noče pisati sama, hkrati zapolnjujejo, jo delajo vzdržno in jo še poglabljajo. In zdaj bolj, ko so te floskule prazne, bolj samozavestne, da tako rečem, postajajo. Nekakor nočejo biti samo obstranske, nočejo iti v opombo, nočejo iti nekam na sredo knjige, temveč se hočejo preriniti v prvi plan, torej na sam začetek knjige. Želijo se prikazati ne le kot okvir, ampak kot neko dejansko gonilo pisanja. Skratka, hočejo ustvariti vtis, da je cela knjiga išla iz njih. In ko človek piše knjigo, v tem primeru, ki izrazito naslavlja ta čas in ta svet, skratka knjigo, ki hoče biti intervencija v ta čas in v ta svet, se začne vsiljevati prav nek določen tip začetka. Zdaj konkretno, če govorim zase, pač nekateri boste vedeli, da me je nekaj mesecev v teh slabih momentih, ko je ta avtomatizem materijala ugasnil, da ste me preganjali, če točno rečem, dve floskuli. Včasih ena, včasih druga. Dve floskuli, ki greste takole. Ena verzija začetka bi bila, živimo v času, ko. In druga verzija začetka bi bila, svet, v katerem živimo, je svet, itd., itd. In tukaj so se stvari ustavile. Torej, če imamo neke te take floskule, skratka, ki hoče biti velike, živimo v času, ko, skratka, v nekem epohalnem času. Svet, v katerem živimo, je svet krize zaradi mene, česarkoli. Če si to predstavljate, res je, da v nekem čudnem registru lahko rečem, da sta se ti dve floskuli uspeli dotakniti resnice. Lahko bi rekel, da danes dejansko živimo v času in svetu, ko javnost obvladujejo posamezniki, ki bi knjige dejansko brez vsakih težav lahko začeli točno na ta način. Skratka, na način živimo v času, svet, v katerem živimo, je svet, itd. In če se tako da pričam o tem, da rečem, mogoče je to samo moja privatna patologija, če se te mentalni shemi želiš upreti, sicer ne boš postal, uspel ti bo, da ne boš postal eden od takih ljudi, ampak sama mentalna shema te ne bo pustila po vsem primeru. Nastopila bo prek teh floskul v obliki čiste blokade, kot neka skušnjava, ki bo sporočala, ti, ki se ustaviš na samem začetku in iz tega izhodišča nisi sposoben nadaljevati, skratka ti, ki si zmože povedati samo to, živimo v času, ko, in se pri tem ustaviš, nekakor nisi v nobenem smislu nad tem nivojem, nisi nad nivojem drugih, ampak globoko pod njim. Ampak zdaj, ko se je pisala ta knjiga, je bil na srečo ves čas prisoten še nek tretji avtonomni element. Nek fragment konkretnega materijala, ki pa se je izmikal svoji osnovni lokaciji, svojemu osnovnemu kontekstu. To ni bila še ena nedokončana, blokirana floskula, temveč neka sama v sebi zaključena misel, stavek, ki je bil enigmatičen v toliko, kolikor se ni hotel dokončno razvezati. In je namesto tega zatavil ven iz svojega osnovnega originalnega polja. In to je ta stavek iz Kafke, ki sem ga postavil v napovednik predavanja in pač ki je tvoril nekakšen provizoričen naslov tega predavanja. Stavek gre takole: v boju med seboj in svetom sekundiraj svetu. Zdaj, da se je kot fragment
ki na specifičen način zastopa celoto knjige, ali pa ne vem, da bi se patetično rečem, nek moj kredo, da se je kot fragment te sorte pojavil stavek iz Kafke, najbrž ni nobeno naključje. Namreč temelj te knjige, njen osnovni pojem nepovratnega, se je dejansko, kar se mene tiče, fiksiral ob Kafki, ob neki analizi Kafkove preobrazbe, ki je v določenem delu tudi v tej knjigi prisotna. In med tem, da če mimo grede rečem, ne da bi se tam pojavil, je ta pojem nepovratnega in ta analiza preobrazbe, ta nek moment na določen način proizvedel že mojo prejšnjo knjigo o čudežu, skratka, samo da je tam bil utajen. Zdaj, samo dejstvo, da se mi je kot fragment materijala, ki se ne zadovolji s svojim osnovnim kontekstom, temveč hoče priti v neko drugo polje, v polje političnega, ves čas vsiljeval citat iz Kafke, skratka iz nekega avtorja, ki ni a priori jasno ne političen avtor. To samo dejstvo bi lahko vzel kot simbol tega, kar načeloma hočem početi. Torej, ja, seveda intervenirati v politično, ampak ne na način, kot smo sicer vajeni na levici. Bolj, kako bi rekel, to, da citiraš Kafko, ko govoriš o politiki, je prej neka desničarska poteza, pač Kafko ali pa kogarkoli drugega. Ampak bolj bistveno je nekaj drugega. Od vseh citatov, ki se pojavljajo v tej knjigi, je to edini citat, ki bi ga lahko jaz sam potrdil ali pa ki bi lahko nastopil kot dvojnik osnovnega vprašanja te knjige. Namreč vprašanja, kaj bi pomenilo intervenirati v nepovratno. Zdaj danes ni čas ali pa ni prilika ali pa, kako naj rečem, ni čas, da bi se podrobno spuščal v argumentacijo tega dela, zato bi rad postavil samo neke osnovne črte tega, kar sicer počnem v prvem poglavju knjige dosti natančno, v prvem poglavju knjige ob Freudu na terenu, da rečem, čiste psihoanalize. Zdaj ta sintagma intervenirati v nepovratno, pa problem intervencije v nepovratno, če dobro pomislimo, zveni kot paradoks ali pa je nek paradoks. Namreč, če je nekaj nepovratno, tega pač ni mogoče spremeniti. Zgodilo se bo, če je nekaj nepovratno, hočemo glih reči, da se bo zgodilo, kot se ima zgoditi. In čeprav bi nam uspelo nekaj, kar vidimo kot nepovratno, ustaviti, bi prišli do tega, da to, kar smo ustavili ali za nazaj spremenili, recimo, ni bilo zares nepovratno. Da rečem drugače, intervenirati v nepovratno ne more pomeniti odpraviti nepovratno, kolikor je to, kar je nepovratno, po nekem osnovnem pojmu neodpravljivo v tem, da je nepovratno. In se zato v trenutku, ko ga odpravimo, pokaže le kot na videz nepovratno. V tem smislu je intervencija v nepovratno lahko samo intervencija, ki dimenzijo nepovratnega ohrani, ampak preoblikuje njen pojem, ali pa da rečem, preoblikuje to, kaj neko, kako rekel, osnovno jedro tega, kaj bi nepovratno bilo. Torej, intervenirati je možno samo v nepovratno, pod tem pogojem, če nepovratno preoblikujemo na ta način, da samo nepovratno postane nepovratno, v katerega je mogoče intervenirati izključno skozi njegovo afirmacijo. Skratka, to je ta pojem nepovratnega v nekem strogem smislu, za katerega mi gre. Intervencija v nepovratno bi bila intervencija v nepovratno in sicer na ta način, da se intervenira vanj samo skozi njegovo afirmacijo. Torej, je mogoče v tem, zdaj, da rečem, v tem natančnem, strogem smislu govoriti o intervenciji v nepovratno. Se v shemi nepovratnega, po kateri je konc upisan v sam začetek, saj ko je v že nekem začetku neke sekvence upisan konc in neka smer, mogoče izogniti fatalizmu. Je tisto, iz česar ne moremo izstopiti in česar ni mogoče zaustaviti, mogoče spremeniti? Odgovor je seveda ja, ampak pod dvema pogojama. Prvič, intervencija v nepovratno je možna samo kot afirmacija absolutne nepovratnosti in drugič, da bi se ta intervencija zgodila, kot postavljamo v knjigi, se mora opreti na nek način na dimenzijo kolektivnega. Skratka, ni mogoče intervenirati v nepovratno na ravni individualnega. Zdaj, v Freudovem osnovnem kontekstu analitične prakse in teorije ima ta tip intervencije v nepovratno neko zelo jasno
strukturo, neko polje, nekje, kjer je dejansko, kako rečem, možno. Zdaj, na eni strani Freud postal neko schellingovsko hipotezo izhodiščnega dejanja, neke še ne subjektivne odločitve, skratka neke odločitve, neke Entscheidung, v katerem, kot postavlja, v kombinaciji podedovane konstitucije, tega nečesa biološkega in akcidentalnega v zgodnjem otroštvu, pride do torzije, do formacije določenega tipa usode, da tako rečem, nekega momenta nepovratnega. To je to, kar reče na začetku. Pač to je tisti pravi, da rečem, freudovski pojem nepovratnega. Skratka, ta kombinacija tistega, kar je bilo podedovano in nekega zelo zgodnega akcidentalnega vpliva. In če to vzamemo resno, postane jasno, da intervencija v nepovratno za Freuda, možna samo skozi kreacijo neke podobne situacije, skozi ponovitev take situacije. Situacije, torej, v kateri bo mogoč enak tip odločitve. Odločitve, ki šele proizvede svojega nosilca, ki šele proizvede tistega, ki se odloči. In tukaj se resnično znajdemo v jedru vprašanja. Samo pod pogojem, da odločitev, ki je ustvarila moment nepovratnega, ne bo le odpravljena, temveč v isti gesti že nadomeščena z enakovredno odločitvijo, bo to v pravem smislu intervencija v nepovratno. Intervencija torej, ki bo iz nepovratnega izšla in proizvedla njegovo novo različico, ki ne bo nič manj nepovratna. Če rečem drugače, samo pod tem pogojem bo Freudu uspelo postaviti okvire intervencije, ki bo oprta na tezo o absolutni nepovratnosti. Tezo, in to je pomembno, tezo, ki ne implicira obstoje nečesa, v kar ne moremo intervenirati, temveč samo zanika obstoj česarkoli, v kar bi lahko posegli na način, da bi prevedeli v povratnost, skratka, da bi odpravili nepovratnost. Vse bistveno, skratka, se bo moral odviti z upoštevanjem nepovratne dinamike. In samo na ta način bo mogoče kreirati polje, ki je po svoji strukturi enako kot situacija, v kateri se je prek odločitve porodil subjekt. Rečeno kar najkrajše, če je nosilec nepovratnega ta nenavadna odločitev, bo intervencija v nepovratno lahko samo revizija te odločitve. Zdaj, ta kafkovski imperativ v boju med seboj in svetom sekundiraj svetu bi v tem kontekstu lahko prevedel. V boju med seboj in svetom sekundiraj analitični situaciji. Skratka, tej situaciji, v kateri se celoten svet, ki te zadeva, zgosti v provizoričnem kolektivu analitika in analizanda. Kjer pa, in to je bistveno, pride do suspenza neke običajne razlike med zavestnim in nezavednim. Torej, ponovitve tistega nerazlikovanja med zavestnim in nezavednim, ki je obstajalo v prvotni situaciji, skratka pred to odločitvijo. Zdaj pa obstaja še nek drugi Freud, Freud množične psihologije. In to je tisti Freud, na katerega se opiram v zadnjem in predzadnjem poglavju knjige, kjer sodobno politično situacijo skušam analizirati prek nekega revidiranega pojma množice in konkretnih primerov množičnih tvorb, ki vase zajamejo vse, kar se je dogajalo v zadnjih letih. Skratka, da rečem, edin pod pogojem, da te množice, ki so tukaj, dejansko uspejo zajeti čist vse bistveno dogajanje teh zadnjih let, je, da rečemo nazaj, ta moja odločitev, da se skoncentriram na množice, pravilna. In zdaj, če tako rečem, mislim, da je to edini možni način, skratka, prek pojma množice, prek delanja na pojmu množice, prek na neki reviziji Freudove množične psihologije, da je to edini možni način, ali pa res edini pravi način aplikacije psihoanalize na politiko, ali pa freudovske psihoanalize v politiko. Ki pa je upravičena natanko zato, ker Freud že v psihoanalizi kot praksi konstruira minimum kolektiva. Skratka, v nekem smislu, če ne bi Freud že v analitični praksi postavil tistega kot nekakšnega, ali pa da, kar jaz trdim, postavil kot pravega akterja tega minimalnega kolektiva, skratka analitika in analizanda, bi
bi na tem, kako rekel, na tej aplikaciji kakršnekoli psihoanalize bilo nekaj samovoljnega, po mojem. Da tako rečem še drugače, to je nek problem, ki se ga previdno skušam dotakniti, pa se vedno zbežim od njega, pa tako vržem res v neko opombo. Ja, mislim, da bi bila možnost prek pojma množice postaviti, skonstruirati nek celo tisto, česar, kar bi, kako rekel, freudovska psihoanaliza najbolj ne mara, skratka, konstruirati nek tip freudovskega kolektivnega nezavednega. Skratka, točno tisti pojem, ki je za freudovsko psihoanalizo najbolj okužen, skratka, z Jungom, ne, kot vemo. Ok, zdaj, osnovna hipoteza tega, kar počnem z množico, je tako naslednja, ne. Tudi množica lahko, tako kot analitična situacija, za hip stopi na mesto celotne družbe. Skratka, postane takšen svet, ki mu moramo sekundirati v boju med seboj in svetom, če želimo, da bi vsaj ujeli priključek v to neko gibanje, za katerega se nam zdi, da nas ves čas prehiteva. Zdaj, zdaj se lahko malo oddahnete, v nadaljevanju bom mnogo bolj ilustrativen, mnogo bolj konkreten. To se mi nekako zdi, kako rekel, na nek način sem hotel na ta način začeti, ker bolj zaradi knjige, kot zaradi tega, da bi zares, da rečem, mislil, da je to optimalen način promocije te knjige. Zdaj, če govorimo o tej množični psihologiji, o pojmu množice, v knjigi sicer govorim o 4 množicah. Na samem koncu seveda tudi o tisti množici, ki ji pravim v knjigi, za katero pač je najbrž to najbolj pravo ime, protibegunska, ali pa ne vem, v končni fazi bi najbrž bolj pravilno poimenovanje bilo protimigrantska množica, ki se je lani konec poletja formirala na spletnih forumih in ki je, če smo jo vzeli resno, že napovedala vse tisto, kar se je potem tudi dejansko zgodilo v realnosti, če tako rečem. In to mislim, da v nekem mnogo močnejšem obsegu, kot bi se nam zdeli. Skratka, nočem reči samo to, da se je takrat avgusta, septembra, ko so se začeli na forumih dogajati te pisarije z nekim, s takim in drugačnim sovražnim govorom, ta neka popolna zblaznelost, da je to napovedalo to, da bo ta ksenofobija potem pljusknila v javni diskurs širše sorte, skratka v neko vsakodnevno politiko. Če bi hotel reči, to bi zadeva še izgledala kot, začel se je tukaj, ampak to je proizvedel samo nek tip odziva na begunsko krizo, pa nek tip odziva na reševanje begunske problematike, nek tip reakcije. Jaz mislim, da je stvar tukaj še mnogo bolj resna. Če rečemo, da je ta množica napovedala, anticipirala to, kar se bo zgodilo, sta bistveni 2 zadevi. Na eni strani to, da je tista množica nikakor ni bila, bila je neka popolnoma nova tvorba, v kateri so se nekako spojile neke prej med seboj različne politične pozicije. Skratka, v nekem smislu je bila neka tvorba, v kateri se je desnica, nek tip te stare, prave ksenofobne desnice spojil z nekim sumom, da je mogoče en kanček ksenofobije treba not vključiti tudi iz strani levice. In ko rečem, tukaj če smo to zadevo takrat opazovali, smo lahko videli, ni šlo samo za izraz za prezgoden izraz ali pa, za nek prezgoden izraz za preveč svobode, neke desničarske ksenofobije, ampak za nek nastank, za neko sintezo levice in desnice, da tako rečem, pa enega tipa levice in enega tipa desnice prek različnih načinov. In na drugi ravni, kar je bistveno, točno ta nasprotja so se že na ravni tiste množice razrešila prek ideje ograje. Skratka, prek tiste ograje, ki je bila pol v realnosti tudi postavljena kot žica, seveda, in ki je na nek način pomirila prej, kot da bi razburila politično situacijo v Sloveniji. Skratka, proizvedla nek vtis, da je stvar objektivno
bila nujna. In če rečem tretje, ja, celo toliko daleč bi lahko šli, da se je ponovil celo tisti, kako rekel, fake afekt, fake strah, neka čudna indiferenca do realnosti, v kateri zdaj dejansko živimo. Skratka, tudi moment tega, kjer je ta množica nastala, nek moment virtualne realnosti, se je, da tako rečem, prenesel v našo realnost. Kar pomeni, da mi ne percipiramo nobenih problemov, ki jih vidimo na televiziji, več kot nekih realnih, resnih, kakorkoli. No, da se vrnem nekako k osnovni liniji. Kar se te množice tiče, ni bilo treba, da rečem, kaj veliko miselnega napora, in to je tudi eden od poudarkov te knjige. Skratka, ne govorimo o tem, da gre za stvari, za katere bi bilo treba neko posebno genialnost. Da smo opazili to množico kot tako, ni bilo treba nobene posebne misli. Treba je bilo samo resno vzeti to, kar tam piše, kar se dogaja. Da pa sem, če govorim zase, to množico vzel resno, je posledica tega, da sem se v zadnjih letih že osredotočil na druge primere množic. In na ta način, kot sem rekel, prišel do neke lastne revizije freudovske množične psihologije. Če čisto na kratko povem, vse se je začelo pri tisti protestni množici na prehodu iz leta 2012 na 2013, ki smo ji potem rekli pač vstajniki. Ne? Že ta množica se je, kot pišem v knjigi, kljub fizičnim manifestacijam na ulici dejansko odmaknila od klasične sheme, kjer se na ulici manifestira nek dogodek afekta, refleksija pa mora biti prepuščena zunanjim opazovalcem. Da rečem, prelom, tisto, kar se mi je zdelo bistveno pri tistih protestih je, in to je stvar, ki je mnogim ušla, predvsem tisti, ki so v tistem momentu hoteli pohiteti z neko artikulacijo pravih zahtev. Tisto, kar je ušlo mnogim, je to, da se je prelom bolj kot na ulici odvil na ravni javnega diskurza. Skratka, prek tega, da je nekako avtomatično nastopil kot klic ali pa kot celo avtomatični suspens nekih političnih, ekonomističnih, žurnalističnih šablon, ki so obvladovale čas pred tem in ki so se potem uspešno vrnile. Čist plastično, da rečem, v tistem času je bilo nemogoče si zamisliti, da bi kakšen politik, kakšen novinar rekel, da v krizi lahko porabimo samo toliko, kot ustvarimo. Skratka, to je bila recimo neka izjava, ki je bila takrat avtomatično prepovedana, zato ker je zazvenela tako butasto, kot bi morala zazveneti pač v vsakem trenutku. Skratka, da tako rečem, te izjave tega tipa so bile v tisti posebni situaciji vzete kot politično nekorektne, v tem najširšem smislu, skratka, politično nekorektne za tisto situacijo. In prav kot tak, po mojem, je ta dogodek zahteval drugačen tip zvestobe, ki pa ravno ni mogla biti njegova sekundarna intelektualna artikulacija, temveč prej insistiranje v suspenzu, njegove enigme in dopustitev provizorične ekscesnosti slogana teh protestov, ki je kljub svoji navidezni personalni izključevalnosti ostajal odprt za vse tiste, ki bi pokazali znamenja refleksije svoje lastne gotovosti. Zdaj druga množica, o kateri sem pisal, množica vztrajnikov, ki so ravno kar danes sem šel mimo, so še vedno pred sodiščem, skratka, včasih so bili v sredo vsak dan, najprej so bili vsak dan, potem so se začeli dobivati vsako sredo, zdaj so prestavili na vsak četrtek, skratka, mislim, da ob 5 ali ob 6 jih lahko hodite gledati. Skratka, ta druga množica, o kateri sem pisal, množica vztrajnikov, je teorijo množice ali pa pojem množice razširila v drugo smer. Z nekim, kako rečem, to je bilo možno samo z nekim vztrajanjem skupaj z vztrajniki, skratka z mojo priklopljenostjo, prav že bolezensko na YouTube posnetke pač teh govorov. Pokazalo se je namreč, da tudi neka nespontana in jasno popolnoma instrumentalizirana množica ni imuna na to, da je množica. Da torej v svoji še tako nadzorovani konkretizaciji razvije moment, da tako rečem, kolektivne univerzalne misli in s tem tako rekoč ubeži sama sebi. In
ta moment, ko rekel, neke misli, nekega minimuma misli pri vztrajnikih je bil točno to, da so se poimenovali sami kot vztrajniki. Skratka, oni so bili tisti, ki so izumili svoje lastno ime in mislim, da je to ime, ki absolutno ne bi mogli biti boljše. Skratka, to, kar oni so, kar njih v celoti definira in celotno to politično opcijo definira, je to, da vztrajajo. To jih definira in čist nič drugega. In zdaj, če sem rekel, da se tukaj pokaže, da tudi neka popolnoma reakcionarna množica ohrani moment neke misli, kar je jasno precej problematična teza, lahko rečem, da je bil na ta način napravljen nek pomemben korak k temu, da tudi na skrajnem robu sodobne reakcionarnosti uspemo opaziti sled prave množice. S čimer se, in to je bistveno, ali pa to je tisto najmanj, kar hočem reči, zamaje neka intuitivna delitev, ali pa vsaj intuitivni kriterij delitve na prave in neprave množice po modelu emancipatornih in reakcionarnih množic. Ok, zdaj pridem na to množico, o kateri bi še govoril do konca. Poleg teh treh množic, skratka te protibegunske, ki se je zgodila pred kratkim in ki nekako živi v neki drugi formi še danes, množice vztajnikov, napačno poimenovanih in množice vztrajnikov, absolutno pravilno poimenovanih, se je zgodila še ena, ki je od vseh dejansko najtežje ujemljiva in se najbolj odmika od tega, kaj naj bi množica po neki običajni predstavi bila. Zdaj pa vendar ne, če kot kriterij razveljavimo nujno fizično utelesitev na eni strani in nujno emancipatorično naravo na drugi strani, ne moramo spregledati dejstva, da je ta množica, o kateri bom govoril, kot neka tiha podlaga nastopala še preden smo jo dokončno opazili oziroma še preden se je dokončno pokazala kot množica, ki je nekaj proizvedla. Ta množica je množica, ki demokratično družbo reprezentira, da rečem, po uradni dolžnosti. Gre seveda za množico volivcev. Skratka, množico volivcev, ki, in tukaj pač okrog tega se gre, skratka, volivcev takih, kot so se formirali ali pa manifestirali ob zadnjih parlamentarnih volitvah. In tukaj je spet bistvena zame, nekako hočemo vztrajati na tem, neka lokalna perspektiva. Zdaj, če vemo, da je v večini držav enigma množice volivcev ostala dolg časa nevidna, mislim, da se je ta, kako rekel, ta enigmatičnost začela kazati šele v zadnjih letih po večini sveta, na koncu tudi v Ameriki, v Veliki Britaniji, kakorkoli, je slovensko volilno telo že pred leti, in da rečemo vse od padca LDS-a, od razpada LDS-a, postalo dejansko popolnoma nepredvidljivo kot volilno telo. In še več, če rečem, če so tudi večji premiki v preferencah v večini držav ali pa po nekih klasičnih schemah še lahko prešiti s tezo o nekem PR-ovskem vplivu, o nekem nategovanju in posledično zavestno, mislim, s tezo o neki zavestno povzročeni vodljivosti volivcev, je v Sloveniji že davno, po mojem, odpovedal tudi ta kriterij. Ne samo v času, ko volitev ni, tudi v predvolilnem času so premiki v preferencah tako lahkotni in tako obsežni, da jih ne morejo zajeti praktično nobene ankete, ki se zanašajo na elaborirano metodologijo. In če rečem paradoksno, kot so pokazali primeri nekaterih prejšnjih volitev, jedro premika še najbolj natančno ujamejo neki statistično povsem iracionalni načini meritve javnega mnenja. Recimo ta perception analytics, ki meri, odzive Twitter sfere, kakorkoli, skratka, ki samo med neko določeno oddajo meri ta odziv, je recimo bila edina, ki je napovedala sicer presenetljivo zmago Boruta Pahorja v prvem krogu predsedniških volitev, skratka, ki so potekali mimogrede točno v času vstaj. In zdaj, čeprav se je mogoče čuditi nekim empiričnim okoliščinam, da je množica volivcev, ki personalno nekakor ni bila izolirana od obeh ostalih množic, v času protestov, ko je na meritvah javnega mnenja zagotavljala neko odločno, skoraj plebiscitarno, kot rečemo, podporo temu dogajanju, da je ta množica še vedno izvolila predsednika, ki se od nje
v celoti distanciral, je dokončno utelešenje svojega bistva uprizorila na zadnjih parlamentarnih volitvah, kot sem rekel. In zdaj, kar je bistveno, ankete se tokrat niso motile. Ljudstvo, ki je napovedalo, da bo na volitvah volilo to ad hoc ustanovljeno stranko Mira Cerarja, je to stranko tudi dejansko volilo. Ampak zdaj, kar je bistveno, če bi to dejstvo pripisali neki enosmerni, racionalni stabilizaciji volilnega telesa, bi se težko bolj motili. Da tako rečem, stabilizacija volilnega telesa je bila možna samo zato, ker je ta stranka volivcem ponudila nek objekt, za katerega lahko rečem, da je sovpadel z dometom njihove volje. Namreč čisti nič vsebine, ki bo nekoč kasneje, ko bo čas odločitve že davno minil, postal povsem nedefinirani nekaj. Ali pa tudi ne. Ok, zdaj to, da v sodobnih demokracijah, da v sodobnih demokracijah volivci večinoma volijo nek ohlapno definirani nič, ki naknadno postane nekaj drugega, je že dolg jasno. In že tudi dolg predmet kritike demokracije kot take. Zato moram zato, da bi to empirično množico volivcev razumel ali pa postavil kot množico, iz katere lahko črpamo nek določen uvid, jo moram opredeliti v njenem pravem obsegu. Ok, zdaj opazna specifika kampanje Mira Cerarja, kampanje stranke Mira Cerarja, če se spomnimo, je bila jasno popolna odsotnost ne le nekega definiranega programa, temveč tudi truda, da bi ohranjala iluzijo obstoja nekega takega programa. In kot so nakazali že mnogi sprotni komentatorji v tistem času, je bila strategija namerna ali pa ne prav v tem. Prezentirati nič, ki šele bo postal nekaj, kot vrlino, kot upor proti dajanju zavez in obljub, ki se pri utečenih strankah razblinijo v nič. Skratka, hočem reči, tista kampanja je štartala točno na to. Mi vam ne bomo nič obljubili, v nasprotju z drugimi strankami, ki vam obljubljajo in potem tega ne naredijo, mi vam preprosto ne bomo nič obljubili in to je naša obljuba, da tako rečem. Niso vsi isti, so hoteli reči v stranki Mire Cerarja. Mi, ki namesto tega, da neki pretvorimo v nič, skratka, da se obljubi izneverimo, da neki pretvorimo v nič, mi obljubljamo čisti nič, ki bo, in tukaj je trik, postal vsaj neki. Smo zastopnik upanja, da bo dolgoročna bilanca volitev na koncu vendarle pozitivna ali pa vsaj ne bo negativna. Tudi če bo iz nič nastal nič, je to še vedno več, kot če bi nič nastal iz obljube nečesa. Ok, zdaj resignirani volivci, če se na to bazo osredotočimo, prav tisti posamezniki, ki so si kot geslo vstajništva zapomnili, da so vsi isti, skratka neko popolnoma napačno geslo, so na teh volitvah tako končno dobili možnost, da volijo za tiste, ki niso isti, pa čeprav niso nič drugega. Ali pa natančneje za tiste, ki so nič drugega, za tiste, ki so oni sami. Torej, volivci so dobili, če skratim, možnost, da volijo za nekoga, ki zgleda kot volivci. Skratka, volivci so prvič dobili možnost, da volijo za figure volivcev. Namreč na kandidatnih listah, če se spomnimo, se pojavlja neka skupina ljudi, ki ni vedela, kaj želi spremeniti, vedela je samo, da želi zasesti mesto oblasti. Mesto oblasti, ki seveda sami bi rekli, sej to sploh ni oblast, to, kamor mi gremo. Ne? Pojavlja se, torej, da rečem, skupina, ki je po svojih temeljnih potezah identična s čisto formo želje po spremembi, ki jo sicer uteleša nezadovoljni mali človek z željo, ki pravi, bili smo nič, bodimo vse. Skratka, to je bila njihovo geslo. Na drugi strani, pred volilnimi skrinjicami, če tako rečem, se je pojavila skupina ljudi iz iste baze, ki v svoji resignaciji in v svoji vsebinski indiferenci ni želela voliti ničesar konkretnega. Kar je hotela narediti, da je v imperativu nekega aktivnega državljanstva želela samo voliti. Voliti na način, da bi bilo v odločitvi kar najmanj možnosti za napako, kar najmanj tveganja za naknadno obžalovanje. Voliti torej na način, da se ne bi mogli zmotiti.
In zdaj, če je v volitve že načelno ugrajen, če rečem z Robertom Fallerjem, moment interpasivnosti, delegiranja oblasti na drugega, pa so volitve pod temi pogoji napravile še korak naprej. Namreč, ko se je na mesto voljene oblasti postavila stranka, ki je vsem identična volivcem, postane jasno, da volivci takrat niso delegirali samo oblasti, temveč so na voljene delegirali tudi svojo lastno bistveno potezo. Kjer je to? V resignirani odpovedi lastni oblasti, bili smo vse, bodimo nič, so na voljene delegirali čisto iluzijo prevzema mesta oblasti. Bili smo nič, bodimo vse. V tej gesti pa so na voljene prenesli še geslo, da rečem, prazne forme demokracije. Skratka tega, kar je demokracija, na kar je regredirala, pač v kar se je razpustila. Namreč geslo, volivci imajo vedno prav. Torej, ne samo, da so prenesli vse na tiste voljene, skratka, samo oblast, ampak so na nje prenesli tudi to, da imajo volivci vedno prav. Samo skozi to srečanje aktivnega in pasivnega momenta volitev je lahko kot neopazna in nemoteča ostala tudi izjava, ki jo je predsednik stranke podal, pa ste na ustanovnem kongresu, ki gre takole. Temeljno poslanstvo naše stranke je, da družbo prebudimo, vodimo ter ljudem ponovno omogočimo delo, ustvarjalnost, upanje in zaupanje. Naloga državljank in državljanov pa je, da v tem procesu z nami sodelujejo. Torej, v momentu ustanovitve stranke. Zdaj, ta izjava, ki vsebinski cinizem, o katerem sem govoril prej, ta vsebinski cinizem odprave predvolilnih obljub, torej programa, dopolni z nekim formalnim cinizmom te iluzije, ki je za demokracijo sicer konstitutivna, namreč da pretendenti za oblast vendarle na nek način izhajajo iz ljudstva in niso že vnaprej postavljeni nad njim, je dopustna ali pa je šla skozi samo pod pogojem, da državljan, ki je kot državljan bil s to gesto zabetoniran v spodnji kasti, kot volivc vendarle začutil, da voli zase. Kot državljan je bil a priorno postavljen niže, ampak kot volivc je pa absolutno postal isti kot voljeni. Skratka, volil je zase kot za volivca, kljub temu, da je kot državljan ostal v spodnji kasti in mu je preostala naloga, da z oblastjo samo sodeluje. Skratka, s to oblastjo, ki se je odločila, da postane oblast. Torej, da tako rečem, čemur smo bili priče na zadnjih parlamentarnih volitvah, je bilo tako rekoč dvotirno oblikovanje ene in iste množice. In če tudi za množico volivcev, ki so hkrati volivci in voljeni, načeloma velja, da lahko za hip stopi na mesto celotne družbe, in to je jasno, da bo držal, ker je to konec koncev definicija demokratičnih volitev, je v konkretnem primeru ta množica, kakor je bila podvojena, dosegla dvojni triumf. Volilni del množice, torej tisti, ki volijo, je v hipu volitev svojo popolno indiferenco, željo po nečemer, neko popolno odsotnost političnega razmisleka pretvorila v vrlino. Skratka, to željo po nečemer, željo po tem, da odločitev ne bi imela nikakršnih konsekvenc in odgovornosti, je povzdignila v vrlino. Skratka, to, da jaz ne vem, zakaj volim, je v resnici dobro. Na drugi strani je svoj nič v vrlino povzdignil tudi voljeni del množice, skratka tisti, ki so kandidirali. Ko je ta stranka volivcem ponudila možnost, da volijo za nič, ki bo v končni bilanci proizvedel več kot neki, ki bi se kasneje pretvoril v nič, je ta del množice uspel doseči neko popolno reprezentacijo demokratične družbe kot take. Torej formacijo oblasti, ki se ravna potem in edino potem, da imajo volivci vedno prav in ki je to geslo dobesedno vzela nase. Skratka, razmislek je šel v to smer, če so volivci hoteli voliti nas, mi pa jim nismo ničesar ponudili in če pravimo, da imajo volivci vedno prav, imamo vedno prav tudi mi sami še naprej. Ok, zdaj opazili smo, pa mogoče boste bolj opazili, če boste se spravili brati knjigo, da prva dva primera
ki sem jih navedel, skratka tista prva historična primera množica vstajnikov in vztrajnikov, še kažeta neke osnovne poteze klasičnega freudovskega pojma primarne množice. V prvi vrsti jasno neko fizično utelesitev določenega števila posameznikov na ulici in na trgu, pa tudi strukturo, v kateri je gruča ljudi povezana prek vodje ali pa prek vsaj vodilne ideje. Na drugi strani smo pri množici volivcev lahko začutili, da vztrajanje pri istem pojmu, skratka pri pojmu množice, nikakor ni neproblematično. Volivci jasno se ne zbirajo na ulici. Še več, zdi se, da sploh ne gre za množico, za gručo, temveč zgolj za določeno število avtonomnih, izoliranih posameznikov, ki jih v množico pretvori šele proces štetja glasov. Skratka, volitve najravno ne bi bile množica, v smislu množica, ki misli z neko svojo lastno glavo, ampak zbir zares aktivnih, razmišljujočih posameznikov, ki voli. Seveda in potem še jasno še v tajnosti. Ampak na drugi strani, po mojem, ni mogoče zavrniti vtisa, da volivci, če tako gledamo, vendarle delujejo kot neka kolektivna tvorba. Skratka, da niso samo neki posamezniki, ki se znajdejo skupaj. Pri tem pa ne gre samo za to, da o svojih volilnih preferencah, kot boste vedeli, volivci komunicirajo s svojim ožjim socialnim krogom, recimo, pa tudi ne samo za to, da se pustijo vplivati propagandnim prijemom. Mnogo bolj bistveno je, da volivci na dan volitev delujejo izključno kot volivci in kot čist nič drugega. Torej kot del kolektiva, ki je proizveden šele naknadno, ne pa kot avtonomni posamezniki. Zdaj, ta razlika je sicer običajno prekrita z nekimi fiksnimi strankarskimi preferencami v nekih državah, kjer je to bolj jasno. Skratka, nek britanski konzervativc bo, da nima v redkih primerih volil za lokalnega laborista, ali pa saj to ne bi smelo biti pravilo. Ampak v nekih proporcionalnih volilnih sistemih, kakršen je slovenski, bo izbira vedno, kot pravimo, pragmatična. Kar preprosto pomeni, da volivec pri izbiri stranke ne bo izhajal neposredno iz sebe, temveč bo izbiral kot član tega ali onega kolektiva, ki bo v strogem smislu zaznaven, začel obstajati, bo preštet šele po štetju glasov. In v tem smislu, če si probamo predstavljati, bo kot element presoje volivec denimo upošteval oceno, ali bo ta stranka, recimo neka konkretna stranka X, presegla volilni prag ali ne. Če sklepamo, da bo skupno število glasov za to stranko premajhno, bo mogoče izbral kakšno drugo stranko, pa čeprav bi rajš izbral prvo. Pa tudi obratno, če bo presodil, da ima ta stranka X, ki je njegova prvotna izbira, najbolj intimna izbira, že zagotovljen vstop v parlament, bo mogoče podprl neko sorodno stranko, ki se po anketah nahaja na samem robu volilnega praga in bo računal, če volim to stranko, bom to stranko pripeljal tudi v parlament in na ta način bo ta stranka pomagala tej moji prvi izbiri. Skratka, ne bom zbral potem po programu, po tem, kar dejansko mislim, ampak bo vedno zraven neke kalkulacije dodatne, vsaj pri nekih volivcih, ki več razmišljajo. Ampak zdaj, če ostanem na formalni ravni, je bistveno, da se na dan volitev posameznik pretvori v element bodočega kolektiva in kot tak tudi misli in presoja. Posameznik sam na ta način nastopi, da rečem, kot kolektivni subjekt, kot subjektivni nosilec, drugače rečeno, kot subjektivni nosilec kolektiva iz prihodnosti. Skratka, če grem volit ob 10 zjutraj, bom nastopil kot subjektivni nosilec kolektiva, ki bo dejansko jasen šele ob 7 zvečer, ko se bojo začeli preštevati glasovi. Pričemer se tisti, ki na ta preskok v neko kolektivno, da rečemo, neko kolektivno akcijo ne pristane, odloči za abstinenco, za nesodelovanje v tem postopku. In v tem smislu bi lahko rekli, da volilna abstinenca ni nujno vsaj preprosta neka posledica privatne, vsebinske apolitičnosti določenega dela državljanov, temveč nič več in nič manj kot odklanjanje preskoka iz individualne v kolektivno racionalnost, v to kalkulacijo enostavno. In zdi se, da je prav nek pomožni most, ki je mnogim siceršnjim abstinentom
omogočilo sodelovanje v volilnem procesu, bilo tisto, kar je bilo jedro uspeha stranke Mira Cerarja. Skratka, za tiste, ki bi sicer abstinirali, je stranka Mira Cerarja ponudila nek pomožni most do te kolektivne racionalnosti. In kaj bi to pomenilo? Stranka Mira Cerarja v tem pogledu ni bila samo stranka svojega ustanovitelja, čemur smo se smejali tudi temu imenu in tako naprej, temveč formula, pač skratka v nekem smislu formula tega, kaj ta stranka je. Kdor je to stranko izbral, jo je izbral zaradi prepričanja, da bo v formulo na tak ali pa drugačen način lahko ustavil svoje lastno ime. Torej, množica, ki se je formirala na dan volitev, je v tem smislu nastopila kot v čisto obliko pretvorjena iluzija demokratične družbe, kot zgostitev nekega občega problema demokracije, kot konkretizacija nekega nerazrešenega problema demokracije. Če rečem to, formula svoje lastno ime, šlo je za to, da bi na nek način v tem smislu, kot se je ta stranka predstavila, skratka kot nek čisti nič, je pomenilo, če bom jaz volil za to, se bom lahko v to stranko upisal, na nekem smislu je stranka Mira Cerarja, če bi jo jaz volil, bi se lahko imenovala tudi stranka Tadeja Troha, recimo. Ali pa pač karkoli že želite zbrati. In da tako rečem, tudi na tem področju lahko vidimo, da vztrajanje pri pojmu tudi v situaciji, ki mu na prvi pogled ne ustreza, proizvede nek tipično freudovski učinek dvojne modifikacije, nekaj, kar sicer počnem v drugih delih knjige. Ne gre samo za to, da s tem postopkom pridemo do nekega drugačnega uvida v situacijo, temveč se na drugi strani modificira, zaostri, izčisti sam pojem. Kar pomeni, to vprašanje, ali se množica dogodi na ulici ali pa ne, v tem smislu lahko pokažemo, da ni več bistveno. Bistveno je samo to, da se ob formaciji množice v isti gesti transformira tako posameznik, ki vstopi v to kolektivno tvorbo, kot tudi družba, ki skozi transformacijo manifestira svoje prej manj vidne ali pa povsem nevidne poteze. Mislim, da je to, da rečem, v tem političnem smislu, skratka to delo na pojmu množice tisto, za kar bi lahko rekel, da na nek način najbolj zaznamuje to knjigo, tisto, na kar stavim, kot na nek princip. Skratka, da bi lahko intervenirali v nepovratno v političnem smislu, skratka, da bi lahko intervenirali v to situacijo, ki zgleda, da do nje nimamo dostopa, se lahko opremo, kako rekel, moramo upeljati v analizo politike, v opisovanje politike, neke kategorije, ki izgledajo nepotrebne, pa ki izgledajo malo umetne v politike. Skratka, v nekem smislu mislim, da se je to situacijo lahko najbolj začutimo na način, če uvedemo pojem množice in ga razširimo tudi na segmente, kjer na videz ta pojem nima mesta. Namreč, da bi tudi danes lahko intervenirali v procese, za katere je videti, da nam uhajajo iz rok, je jasno, da je situacijo najprej nujno opisati, najprej nujno pojasniti. In zdaj, če pri tem rokujemo z nekimi preživetimi kategorijami, je opis sam nemogoč. Skratka, ne vidimo, zakaj gre. Ali pa boljše rečeno, ko postane mogoč, je že prepozno. Skratka, če uporabljamo stare kategorije, smo zamudili čas, ko bi lahko te stvari v bistvenem smislu opazili, ko bi jih lahko opazili na način, da bi bilo še čas, da se vanje v ta tok vključimo. Torej, da rečem, opis situacije, ki je sam del intervencije v to situacijo, je možen samo pod pogojem, da nastopi pravočasno. In pravočasnost sama, da rečem, pa je možna samo pod pogojem, da v imenu kontraintuitivnosti afirmiramo tisto, kar se nam kaže kot pretirano intuitivno. Da resnično opazimo tisto, kar smo opazili že zdavni, ampak zavrgli kot nebistveno. Skratka, če smo, da tako rečem,
tiste situacije, ki jih na nek način, če uporabimo te kategorije, postanejo zadeve, kako rekel, otroče lahke za to, da bi jih videli. In na ta način moramo te stvari, ki jih opazimo, skratka, v tem, da se neki stranki reče stranka Mira Cerarja, v tem, da ljudje pred sodiščem ustrajajo in se poimenujejo na ta način, v tem, da se na forumih združijo neke načeloma tuje politične pozicije, v tem je že tist, v čemer se je napovedala prihodnost, tako rečemo, v tem je že to, za kar bo šlo. In če te zadeve opazimo, bistveno je, da jih na ta način opazimo tako, da jih anticipiramo za naprej. Opazimo jih še preden so se zares zgodile, opazimo jih v momentu, ko so se začele dogajati. Nič, hvala lepa.